Torej, Divi urevalnik. Zdaj, kar nekaj stvari smo že prej si pregledali, ne? Se pravi, da je tukaj dupliciranje, da je tukaj izbris, da je tukaj, ne, konca, če želimo potegniti en modul nekam drugam oziroma nazaj. Ne? In pa tudi tukaj čist vizualno lahko vidite, kako je hierarhija teh elementov v diviju. Ne? Se pravi, najprej je sekcija, potem je vrstica, potem je stolpec, potem je modul. Nikoli ne more biti obratno, ne morem dati vrstice nekam drugam, ne morem dati teksta v sekcijo oziroma ne morem dati sekcije v vrstico. Skratka, ta glavna logika, ta glavni miselni preskok je nekaj, kar je fino, da si ga čim prej zapomnimo. In pa te barve. Ne? Se pravi, navadna sekcija je modra, vrstica je zelena in modul je sive barve. Ne? Se pravi, tukaj spodaj tale plusek, ne, če smo si zdaj zapomnili, kaj je ta barva, ne, bo mi dalo možnost tako imenovanih novih sekcij. Ne. In tukaj si lahko izberem zdaj nekaj, kar smo prej gledali. Ne. Se pravi, full width section je nekaj, kar gre od popolnega levega roba strani do popolnoma desnega roba strani. Ne. Videli boste tudi, da je število modulov, ki je na voljo za ta full width sekcijo, izrazito manjša. Ne. Se pravi, lahko imamo nek zemljevid, lahko imamo portfolio, mogoče post title, se pravi naslov našega besedila, lahko imamo slider, ne. Vse te stvari, ne, ampak vse te stvari bodo čez celo širino. Ne. Videli boste tudi eno drugo stvar, da full width sekcija nima vrstic in stolpcev. Ne. Se pravi, ena sama stvar je vertikalna. Ne. In pa videli boste tudi to, da jaz ne morem med teh modulov, med celo, full width sekcijo in pa navadno sekcijo ne morem premikati, ne, zato ker si niso kompatibilni. Ne. Tako da lahko jih premikam med eno in drugo full width sekcijo, lahko jih premikam med eno in drugo navadno sekcijo, ne morem pa tega delati med full width in navadno sekcijo. Zdaj, naslednja stvar, ki bi jo tukaj pokazal, je tale. Ne? Se pravi, tale kolešček je tisti kolešček, kjer bomo v bistvu najbolj veliko časa v bistvu delali v našem Divi urevalniku. Ne? Zdaj, prva stvar, ki jo morate videti, je, da imajo vse te možnosti od modulov oziroma sekcij oziroma vrstic oziroma karkoli, imajo te tri zavihke. Content, design in advanced. Ne? Se pravi, v content boste vedno našli tisto, kar je v samem modulu ali pa v sami vrstici, oziroma tukaj si lahko recimo naredimo, kakšno bi bilo ozadje naše strani. Ne pozabiti, tale tretja barva je tista barva, ki smo si jo izbrali na začetku. Ne. Se pravi, vsaka ta stvar ima lahko ali barvno ozadje, ali ima lahko preliv dveh barv, lahko ima sliko, oziroma lahko ima celo video. Ne. Se pravi, če se zdaj vrnem tukaj na tekst, ne, to je pač tisti navaden Word oziroma navaden WordPress urejevalnik, ne, lahko pač nekaj označam, lahko dam krepko, ne vem, lahko nekaj označam, si naredim povezavo na nekaj, ne, skratka, nekaj res zelo enostavnih, zelo nekompleksnih sprememb lahko naredimo. Ne. Medtem ko vse druge spremembe imamo tukaj v zavihku design.
Do tega zavika bomo prišli v naslednjem videu ravno zaradi tega, ker bomo delali z frontendom, se pravi, bomo delali z urejevalnikom, ki bo točno tako, kot vidiš, tako bo. Se pravi, da ne rabiš zdaj neke stvari spreminjati, pa pač, ne vem, shraniti, pa si v drugem zaviku odpreti, pa ne vem kaj. Točno tako, kot bomo naredili, točno tako bo. Skratka, vse te možnosti bomo potem videli, da so tam in so isto sekundo, kolikor jih bomo naredili oziroma kolikor jih bomo spremenili, bodo vidni. Ok, zdaj pa k vajah, da na hitro ponovimo to, kar smo se zdaj naučili. In sicer v prvi vaji si jaz želim, da naredite eno vrstico, ki je cela širina strani. Potem si želim, da je ena vrstica, ki ima dva stolpca. In potem si želim, da je spet ena vrstica, kjer je samo besedilo. Se pravi, tole je image modul, to je tekst modul. Dajte si zdaj pauzo in probajte narediti maksimalno, kolikor je lahko. Torej, jaz bom zdaj zbrisal tole celo zaslonsko sekcijo, ker bomo malenkost kasneje prišli do nje. Se pravi, imam navadno sekcijo in imam eno vrstico, kjer imam dva tale. Želel sem si imeti eno vrstico, ki je čez celo širino in čisto spodaj želim imeti eno vrstico, ki je čez celo širino. Tako da bom kliknil tukaj, spet ne si pozabiti barve. Se pravi, row je te barve. Ok, želim imeti en sam stolpec in tole bom kliknil stran in si premaknil tole vrstico nad našo prejšnjo vrstico in prejel bom tale tekst in si ga preprosto potegnil semle. Ok, se pravi, imamo tekst, blok enega besedila, ki je v eni sami vrstici. Se pravi, lahko zdaj recimo vidimo, da imamo eno vrstico tukaj, cela širina in potem tukaj imamo dve vrstici, tako da je pol-pol. Zdaj, da si največ časa prihranimo, seveda katero stvar bi duplicirali, dajmo duplicirati celo vrstico. Se pravi, jaz bom šel tukaj na možnosti od vrstice in to mi je dupliciralo vse, kar je v tej vrstici, vključno z seveda tistim tekst modulom, ki si ga bom premaknil čisto spodaj. Definitivno ni zato, ker imam odprtih 4000 zavikov. Bo rekla. Se pravi, zdaj imam eno vrstico, ki ima en stolpec in v tem stolpcu je besedilo. Čisto spodaj imam eno vrstico, kjer je en stolpec in v tem stolpcu je besedilo. Zdaj bom pa jaz tale tekst tukaj zbrisal in tukaj, kjer imam pa eno vrstico z dvema stolpcema, se pravi, da sem prišel do stolpcev, imam tukaj v vrstici tole možnost. Se pravi, izbral sem dve vrstici in tukaj bom si izbral modul image. In zdaj, tako kot smo prej rekli, v teh možnostih imamo mi te tri zavihke. Fajn je, da si jih zapomnite, zaradi tega, ker je logika tega, kar delamo, v bistvu tako poenostavljena. Content ima zmeraj tisto, kar je noter v tem modulu, design je specifično izgled potem tega modula in pa advanced je, če bi res želeli neko dodatno kodo, neko CSS kodo ali karkoli drugega dati noter. Se pravi, vedno večinoma boste v prvem in pa drugem zavihku. Se pravi, jaz bom zdaj tukaj v image kliknil na add image, pa si bom recimo izbral že tole slikco, ki jo že imam.
kliknil tukaj na podreditev. Mimogrede, v vseh teh možnostih, v možnostih sekcije, v možnosti vrstice, v možnosti modula, se vam bo odprlo tole okno. Da si povečate ali pa pomanjšate to okno, imate tukaj spodaj desno drsnik, se pravi, lahko si ga premikamo po zaslonu, oziroma če si želite, imate tukaj možnost, da si ga prilepite na eni ali drug del zaslona, in potem v bistvu celo drugo stran vam zaradi tega pomanjša. Tako da imate pač te direktne možnosti noter. Jaz bom zdaj še enkrat kliknil na tole ikonco in pa potrdil. In zdaj vse, kar moram narediti, je, da si še eno kopijo tele slikce dam in da si jo potegnem na desno stran. Se pravi, imam tako, kot sem si prej želel, imam besedilo in imam pol dve sliki in pa na to besedilo. Če bi zdaj kliknil tukaj na pokaži mi, kako bo to na računalniku izgledalo, imamo zdaj to možnost. Se pravi, imamo eno vrstico z besedilom, imamo eno vrstico z dvema slikama in pa imamo spet eno vrstico z besedilom. Ok, naslednja. Tukaj si želim sledeče. Želim, da je tale blok teksta in pa tale blok teksta sta široka 1/3 strani. Tele dve sliki skupaj pa želim, da sta široke 1/2 strani. Dajte dati pauzo, dajte probati rešiti. Ok, se pravi, vse, kar smo definirali, je, da najprej želim, da je besedilo na 1/3 strani. 1/3 strani si bom tukaj dal možnosti moje vrstice in si bom nastavil, da želim imeti 3 stolpce in pa da želim imeti modul na sredini. In enako tukaj, iz enega stolpca si bom spremenil na 3 stolpce in si premaknil spet na modul na sredino. Se pravi, imam modul, ki je ni na levi tretjini, ni na desni tretjini in na srednji tretjini. Zdaj pa tukaj sem si pa želel, da sta te dve sliki skupaj 1/2 zaslona. Se pravi, kliknil bom tukaj na možnosti stolpcev, si izbral 4 stolpce in si premaknil tale modul tako, da sta ta dva skupaj široka pol zaslona. Naslednja naloga je, da si želim imeti sliko, ki je na 1/3 zaslona in besedilo, ki je na 2/3 zaslona, in pa potem v spodnji vrstici želim, da je besedilo na 2/3 zaslona in pa da je slika na 1/3 zaslona. Dajte narediti pauzo in poskusite, kolikor se da, rešiti. Ok, se pravi, imamo spet možnost naše vrstice. Jaz bom šel tukaj v Choose Layout, se pravi, koliko stolpcev si želim, in tukaj imam to možnost, da imam 1/3 in pa 2/3. Se pravi, bom izbral najprej tole, potem bom tukaj izbral ta drugo. In vse, kar moram narediti, je, da si tole sliko pomanjšam. Glih obratno bo, se pravi, si bom tole pomaknil, se pravi, tole pomaknem sem. Hop. Zdaj pa tukaj samo spremenim, se pravi, da nočem biti 1/3, 2/3, ampak želim imeti, se je prav, v tem primeru je prav.
v tem primeru pa ni prav, tako da si bom najprej imidž potegnil na desno in pa potem tekst potegnil na levo. Zdaj si lahko tole vrstico, ki nima zdaj nič več zraven, ne, si jo lahko zbrišem. In če si pogledam moj preview, ne, imamo to spet noter, ne, se pravi, imamo 2/3, 1/3, 1/3, 2/3. Ok, naslednji nalogi si pa jaz zdaj želim, da naredite eno sekcijo. Ne? Se pravi, imamo zgoraj eno sekcijo, spodaj imamo eno sekcijo in vmes imamo eno sekcijo. Ne? In tej sekciji si želim, dajte probati najti možnosti od te sekcije in ji nastaviti modro barvo. Se pravi, ta sekcija ima noter zdaj eno vrstico in ima noter dva stolpca z dvema moduloma za sliko. Zdaj pa dajmo poskusiti narediti to sekcijo, dati vso to vsebino noter in pa potem tej sekciji spremeniti ozadje. Daj pozabiti na pauzo dati. Ok, torej, ne? Imamo eno sekcijo in zdaj želimo narediti novo sekcijo. Bomo dali navadno. In še eno novo sekcijo. Bomo spet dali navadno. In potem bomo rekli, najprej, tale sekcija ima koliko stolpcev? Dajmo pogledati, ne? Se pravi, zdaj imamo tlele spet 1/3. Tole bo pa cela širina, ne? Se pravi, 1/3, 1/3, tole bo pa cela širina, ampak 2, ne? Torej, dajmo, da je 2, ne? Sem pa napačno dal, ampak ni problema, ne? Bom preprosto prijel in potegnil v tole sekcijo, ki jo želim. Zdaj, ne, zakaj meni trokira, vam bom pokazal takoj, ne, zato, ne, zato, ker imam približno 200 zavihkov odprtih in, ne, I have a problem, ja. No. Evo, da se vrnem nazaj. Takole. Ok, torej, imamo eno vrstico, tukaj bomo imeli dve sliki, ne, se pravi, jaz bom kar prijel eno sliko, premaknil sem, prijel drugo sliko, premaknil sem, prijel en tekst, ne, pa bom kar rekel tlele, da želim imeti 3 stolpce in da želim imeti tukajle 3 stolpce. Ne, bom prijel tale tekst sem, prijel bom tale tekst sem, no, prijel bom tale tekst sem, sem rekel, in tole eno ekstra vrstico, ki jo imam tukaj, ki ni več nič noter, da bom zbrisal, ne. Se pravi, imam zdaj 1/3, eno celo širino in spet 1/3, ne, in če si pogledamo tole v resnici, ne, lahko vidimo, kako ta stvar izgleda, ne. Z eno stvarjo, ki jo še moramo narediti, seveda, ne. Želimo imeti modro ozadje, ne. Se pravi, ne, spet moramo si zapomniti, ne, sekcija, vrstica, modul, ne. V tem primeru želim, ker je to nad vsem ostalim, želim spreminjati podatek o sekciji, ne. Se pravi, grem tukaj v možnosti od sekcije, tukajle imam background in kliknem na modro barvo, ne. In če se zdajle vrnem nazaj, da mi pokaže, kako bo ta stvar izgledala, ne, imam tukajle modro barvo in pa
v tej modri barvi imam dve sliki. Ok, dajmo za hec narediti tole. Se pravi, tukaj ni kakšne velike razlike. Želim imeti 3 stolpce za slikami, ampak želim, da se v tej sekciji v ozadju pojavi še ena slika in želim, da ta slika, če se spomnite, kako smo se to učili prejšnje leto v Photoshopu, želim, da bo ta slika luminosity blending mode, se pravi, da uporablja samo svetle in temne tone, medtem ko barvo dobi iz nečesa drugega. V tem primeru tiste barve, ki smo jo mi izbrali za ozadje. Tako da dajte pauzo, dajte poskusiti to narediti, pa se slišimo čez nekaj sekund. Ok, torej, prva stvar, ki jo bomo naredili, je, da tukaj spremenimo iz 2 stolpcev v 3. Eno izmed teh slik bom dupliciral in si jo samo premaknil tukaj na desno. In zdaj grem spet nazaj v možnosti te sekcije. Zdaj pa pogledajte, v bloku background imam jaz tukaj 3 zavihke, s katerimi se lahko igram. Najprej je ena barva, potem je gradient oziroma preliv 2 barv, potem je slika, potem pa je video. Se pravi, če bi jaz želel dati video noter v ozadje sekcije, ni problema. Če bi želel dati sliko noter v ozadje, kot je mi zdaj naročeno, pač je to tista stvar, ki jo moram narediti. Se pravi, kliknil bom na Add Background Image, izbral si bom katerokoli izmed teh slik, sem tako, da jo imam noter. In tukaj imamo še tole možnost Background Image Blend in bomo izbrali luminosity. Se pravi, da uporablja samo svetle in temne tone iz naše slike, barve pa poskuša prevzemati iz ozadja oziroma iz neke druge slike. In če si zdaj tole pogledamo, imamo to rešeno. Se pravi, imamo sivinsko, bom rekel, sliko modrega odtenka, ki je bila izbrana. In pa še ta zadnja stvar, ki si jo želim narediti. Želim, da si tukaj definiramo 3 stolpce in vsakega od teh 3 stolpcev želim, da pobarvate malenkost drugače. Se pravi, v tem primeru rdeča, rumena, modra. In pa potem dajte neko besedilo noter. Se pravi, lahko obarvate stolpec, lahko obarvate modul. Dajte, prosim, narediti oboje. Se pravi, enega drugega. Da boste videli, kakšna je razlika. Ok, vračam se nazaj v moj urejevalnik in zdaj tukaj bi lahko že naredil. Jaz bi si lahko, recimo, si bom naredil en nov tekst modul. In v tem tekst modulu pač samo nekaj na hitro napisal. Pa bom zbrisal vse te ostale image module in jih zamenjal z mojim izjemnim shakespearovskim besedilom, ki sem ga zdaj ven pljunil. V teh 3 enotah se zdaj lahko odločimo 2 stvari. Lahko damo temu tekstovnemu polju ozadje, ali pa damo ozadje enemu izmed stolpcev. Se pravi, če grem jaz zdaj v možnosti moje vrstice, lahko tukaj vidimo,
da imamo tele 3 stolpce. Ne? In pa tukaj v background, ne, si lahko celi vrstici, ne, definiram točno, kakšna bo v vrstici barva, ne, ampak jaz lahko rečem, da bo moj prvi stolpec bo pa take barve. Ne. In to je to. Ne. Če grem recimo zdaj pogledati, kako to izgleda, ne. Imamo naš prvi stolpec, ki je take barve. Druga varianta, ki jo imamo, pa je možnost tekstovnega modula. Ne? Se pravi, če grem jaz zdaj v možnost tegale tekstovnega modula na sredini, ne, imam tudi tukaj možnost definirati ozadje barve. Ne? In če grem pogledati nazaj, ne, stvar, ne, deluje na eni in na drugi situaciji. Ampak, ne, velika razlika je seveda v tem, ne, da dokler, ne, je tukaj v tem stolpcu lahko ogromno enih vsebin, ne samo tisti tekst, ki smo mu dodali ozadje, ne, ampak je lahko video, lahko je karkoli, lahko je pač nekaj tretjega. Ne. Medtem, ko tukaj smo definirali to ozadje samo za tekst. Ne. Se pravi, v trenutku, ko se konča tekst, ko se začne nekaj drugega, pač nimamo več te možnosti za spremembe. Ne. Se pravi, jih moramo potem kopirati iz ene in iz druge. Ne. Tako da pa imamo eno in drugo možnost za to. Ne. Mimogrede, ne, čist na hiter, če grem zdaj tukaj nazaj v urejevalnik, ne, pri samem tekstovnem modulu, ne, si lahko v zavihku Design seveda spremenimo praktično vse, kar želimo, ne, od fonta do barve, do velikosti, do razmaka, ampak vse te stvari bomo v naslednjem videu naredili. Zakaj? Ne? Zato, ker bomo točno videli, kako te stvari resnično izgledajo na naši spletni strani. Ne? Se pravi, zdaj smo gledali, ne? Zdaj gledamo pač tele neke osnove, glih zaradi tega, da razumemo, ne? Da je modul pod vrstico, vrstica je pod sekcijo. To vam moram tokrat povedati, da ne boste pozabili. Ne? Zato, ker vse se potem v vizualnem urejevalniku gradi na tem. In ne pozabiti teh barv. Ne? Se pravi, navadna sekcija je modra, vrstica je turkizna ali zelena, ne? In modul je siv. Ne? In če si izberemo celozaslonsko sekcijo, je potem celozaslonska sekcija vijolična, ne? In spet modul je siv. Ne? Tako da te 4 barve, please, čim prej, ne, da si zapomniti, ravno zaradi tega, ne, da bomo lahko potem hitreje, lažje spreminjali in posodabljali te stvari.